Dober dan, danes je z nami gospa Lidija Žitnik, specialistka nevrologije. Pa me zanima, če bi nam lahko malo razložili o baklofenski črpalki. Sicer je res, da je tega zelo malo pri bolnikih z multiplo sklerozo, ampak kljub temu bi pa mogoče koga zanimalo in bi vas prosila, če bi nam lahko kaj o tem razložili. Baklofen je zdravilo, ki sprošča mišice in slabo prehaja skozi krvno-možgansko pregrado. Pri zdravljenju z zdravilom v obliki tablet potrebujemo visoke odmerke za razmeroma šibke učinke, medtem ko so neželeni učinki pogosto moteči in motijo vsakodnevno funkcioniranje bolnika. S tem, ko zdravilo vbrizgamo direktno v hrbtenjačo, lahko dosežemo boljše učinke z manj neželenimi učinki. Zdravljenje spastičnosti z infuzijo baklofena v hrbtenjačo so začeli že leta 1984. Prvič so to poskusili pri bolniku s paraplegijo kot posledico poškodbe. Zdravljenje z baklofensko črpalko se uporablja za lajšanje močne spastičnosti, ki je posledica različnih bolezni ali poškodb pri bolnikih, pri katerih so izčrpane vse možnosti zdravljenja s tabletami. To so poškodbe hrbtenjače, poškodbe glave, možganska kap, cerebralna paraliza. Tudi spastičnost pri bolnikih z multiplo sklerozo, ki je pogosta, skoraj pri 85% bolnikov, močna in funkcionalno moteča, pa je pri 13% bolnikov. Pred samim posegom je potreben pregled, preden se črpalka vstavi v telo. Z lumbalno punkcijo vbrizgajo baklofen v hrbtenjačo in opazujejo učinkovitost. Če ste primerni kandidat, se nato odločijo za kirurški poseg. S kirurškim posegom vam vstavijo v telo črpalko, ki je v velikosti ploščka za hokej, in kateter, po katerem vam dovajajo zdravilo iz črpalke v hrbtenjačni kanal. Pri bolnikih z multiplo sklerozo pride tako do olajšanja oziroma zmanjšanja spastičnosti, krčev, zaradi tega lažjega počitka, premeščanja, tudi nege. Izboljša se tudi funkcija zadrževanja urina. Manj potrebujejo zdravil za zdravljenje spastičnosti v obliki tablet. Vstavitev črpalke ni primerna pri hudo bolnih, tistih, ki imajo bolezni notranjih organov, pri akutnih in kroničnih okužbah, hujših duševnih motnjah in pri neobvladljivi epilepsiji. Pri že nastalih izrazitih kontrakturah seveda tudi baklofenska črpalka ne pomaga. Previdnost pri odločanju za vstavitev je pa potrebna pri bolnikih z srčnimi spodbujevalniki in pri tistih z generaliziranimi epileptičnimi napadi. Ker se baklofenska črpalka vstavi kirurško, lahko pride kot pri vseh ostalih kirurških posegih do zapletov. Tveganje že sam poseg. Lahko pride do krvavitve, iztekanja tekočine iz hrbtenjačnega kanala, zaradi tega glavobolov, možne so infekcije. Potencialna tveganja izključujejo tudi tista, povezana samo s črpalko, ali pride do okvare črpalke ali pa do okvare katetra. Kateter se lahko poškoduje, zvije, iztakne. Zato je potrebno redno nadzor s strani zdravnika, ki skrbi za polnjenje črpalke, saj nenadna zaustavitev terapije lahko za bolnika zelo nevarna. Bolniki, ki imajo intratekalno črpalko, ne smejo uživati alkohola, saj se tako poveča tveganje za neželene učinke, kot je zaspanost. Tudi odsvetuje se izpostavljenost kakšnim grelnim blazinam ali vročim kopeljem. Vse to poveča pretok zdravila, kar tudi vodi do višjega odmerka zdravila v hrbtenjači. Izogibati se je treba tudi določenim vrstam slikanja z magnetno resonanco, se lahko vplivajo na delovanje črpalke. Od neželenih učinkov pa se lahko pojavijo stanje nizkega mišičnega tonusa, zaspanost, razdražen želodec, bruhanje, glavobol in vrtoglavica.